Medtem ko na državni ravni poročajo o padanju števila okužb v večini delov Slovenije in se obenem nakazuje postopno odpiranje šolskih ustanov, je v tolminski občini trend v začetku koledarskega leta ravno nasproten. V zadnjem tednu je bilo zaznanih kar 55 okužb, tako slabih številk doslej še ni bilo. Ja, tukaj jaz vidim dva razloga. Prvi razlog so bili druženje v času praznikov, ne? Saj vidim, da večina okuženih povejo, ko pridemo na obisku na domu ali ko pridejo se testirati v COVID ambulanto, da so imeli obiske ali da so bili na obiski po drugih občinah, ne? In tam nekdo je bil z družinskem članu, kakšen družinski član okužen in tako se je prenesla okužba. Ta drugi razlog, kar me dejansko veliko moti, je, da ko kličemo določenih ljudeh, ki so bili na testiranju, bodi si PCR test, predvsem zdaj, ki imamo te hitri testi, povejo, da jih preseneča, da so pozitivni, saj so samo 3 do 5 dni prehlajeni. In na to bi rad ponovno opozarjal, da že eno leto govorimo eno in isto. Tisti, ki je prehlajen, lahko ima COVID. Tisti, ki je bolan, mora ostati doma in potem poklicati zdravnika. Ne da bo še 3 do 5 dni počakal, da ta morebiten prehlad izveni in med tem časom, med tem obdobju, recimo, ko je najbolj kužen, prenese okužbo do ostalih ljudi v okolici. Ne. Ker virus že dobrih 10 mesecev kroži med prebivalstvom, zdravstvena stroka že razpolaga tudi s povratnimi informacijami o posledicah, ki so jih okužbe pustile pri posameznikih. Pri nekaterih so se začele pojavljati šele po nekaj mesecih, tudi pri takšnih, ki so okužbo preboleli, ne da bi zanjo vedeli. Moram povedati, da recimo lahko delimo na dve velike skupine. Tiste, ki so imeli visoko vročino, veliko simptomatiko oziroma velikih težav in zaradi tega recimo so bili ob težkem dihanju in nizke saturacije sprejeti v bolnišnico. Večina so imeli pljučnice. Tele pljučnice so pustili pri večinoma posledice, ko so fibroza pljuč. In pri takih pacientih recimo že je naročeno ponavadi kontrolni pregled, recimo pri pulmologu, naprimer, 6. teden po odpustu. Tam je pričakovati recimo trajne posledice, kar me preseneča oziroma kar opazimo v zadnjem obdobju, je, da tudi v tisti populaciji, tako imenovanih asimptomatskih ali z lažjo obliko okužbo, ki so preboleli doma z eno rahlo vročino ali kašelj, prihajajo v moji ambulanti recimo tudi v 3 mesecih po preboleli okužbi z dihalne stiske in še zmeraj dolgotrajni suh kašelj. Zaznali smo veliko kroničnih pljučnih, bi rekel, posledic po asimptomatskem prebolevanju COVID tudi, mlada populacija, pri katerih je upad pljučne funkcije zelo velika in lahko bo pustilo trajne posledice s kakšno dolgotrajno zdravljenje kot eno pljučno fibrozo ali nekaj podobnega astma, da se razume.